Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. Zelenice v letu 2024 poslovale pozitivno. V soboto začetek nove sezone na celjskem letnem kopališču. V inkubatorju Savinjske regije finančno nagradili 3 najboljše poslovne ideje. V Braslovčah odkrili obnovljen spomenik borcu za severno mejo Srečku Puncerju. Celjsko javno podjetje Zelenice je v letu 2024 uspešno poslovalo, saj so finančno leto zaključili z dobičkom. Tako je na včerajšnji seji Celjskega mestnega sveta pojasnil direktor Jože Krulec, ki je predstavil delo Zelenici njihove načrte za letošnjo leto. Lani je družba Zelenice na področju prihodkov presegla pričakovanja. Ti so se glede na leto prej zvišali za 7%, tudi zato, ker so izvajali dodatna dela in dejavnosti. Konec leta so pričakali v zelenih številkah, ustvarili so dobrih 77 000 evrov dobička. Mi želimo vse te naše poslovne procese čim bolj optimizirati in pa digitalizirati in na ta način tudi zmanjšati mogoče stroške v nadaljevanju. Seveda se pa zdaj tudi na državnem nivoju pripravljajo neka merila za vzdrževanje javnih površin in načini in aktivno sodelujemo tudi v zbornici komunalnega gospodarstva, torej kjer se vse te zadeve, torej smo zelo aktivno pristopili tudi na tem državnem nivoju, da bomo torej te stvari tudi nekako, ker je zdaj nekoliko smo na mešanem terenu, recimo kolikrat kositi, kolikrat neke zadeve vzdrževati ali ne vzdrževati, torej nekih prav fiksno napisanih pravil ni. Letos so pod svoje okrilje prevzeli tudi izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Celju. Tako so že stekla ureditvena dela na osrednjem celjskem pokopališču. Dejstvo je pa, da je dolgoletno, bom rekel, stanje na pokopališču zahteva še nekoliko več dela, kot smo pričakovali, in zato zdaj z prvim tudi še dodatno ukrepimo ekipo in tudi še nekatere druge dejavnosti. Mi smo sicer sami pričakovali, da bomo nekoliko hitreje vse stvari uredili, ampak dejstvo je, da bo nekoliko več časa potrebno, vse pa gre v pravo smer. Temu sledijo tudi odzivi uporabnikov oziroma tistih, ki obiskujejo pokopališče. Sodelovanje z družbo Ropotarji v okviru pogodbenih obveznosti in lahko rečem, da je zgledno. Tudi po odzivih uporabnikov storitev, ki jih pač izvedejo Ropotarjevi, lahko rečemo, da smo v podjetju Zelenice zadovoljni. Zelenice so v minulih letih sodelovale tudi pri urejanju drevesnih parkov. Tam so drevesa sadili tudi ob donaciji občanov, na primer na Ostrožnem in na Golovcu. Obstoječe parke se trudimo vzdrževati v največji možni meri. Pred leti, torej pred 3-4 leti smo zasadili en nov park, torej park Drevesce, ki sedaj že kaže prve svoje podobe. Torej, mestni park je nekoliko na slabi lokaciji, zaradi tega, ker ga ob vsakih poplavah pač prizadene ta mulj in drevesa nimajo najboljših pogojev za rast. Skupaj z mestno občino Celje sedaj pač predvidevajo neki ukrepi, da bi se lahko ta park nekoliko revitaliziral. Seveda imamo tu še ostale parke, manjše, ki se jih pač trudimo po najboljših močeh urejevati. Mi trenutno smo v polni fazi izvajanja registra dreves, torej vsa drevesa in parkovna, torej vsa drevesa na vseh javnih površinah bomo popisali in na ta način potem v nadaljevanju tudi bolj kvalitetno vzdrževali. Nov drevesni park naj bi že jeseni začel nastajati tudi v Medlogu. Bivša drevesnica, bivše vrtnarstvo Celje se bo v jesenskem času pač pričelo urejevati. Mestna občina Celje se zelo trudi pri pridobivanju sredstev. V prvi fazi jim je nekoliko zmanjkalo, ampak vem, da sedaj še aktivno delajo in tu bo tudi eden od večjih in lepših parkov. Torej, predvsem bo deloval bolj kot naravno okolje, ne toliko kot nekoliko bolj urejen park, ampak tu bo možno ogromno dejavnosti izvajati in zagotovo bo to ena od večjih pridobitev v Celju. Sicer pa v tem času Zelenice zaključujejo s poletnim odsvetličenjem mesta. Zasadili so okoli 14 000 cvetlic.
V soboto 21. junija se bo začela nova sezona na letnem kopališču v Celju, s katerim upravlja družba ZPO Celje. Letos so na kopališču opravili nekatera nujna in redna vzdrževalna dela, v okviru katerih so z dodatno senzoriko nadgradili obstoječo strojnico. Poskrbeli pa so še za številne druge novosti, s katerimi želijo obiskovalcem ponuditi še več udobja in varnosti. Tako so obnovili vse tuše in čistilne bazene ob vhodu, dodali nove dvojne ležalnike, pri otroškem bazenu pa postavili fiksno senčnico. Na odbojkarskem igrišču so zamenjali mivko, prašno so prebarvali konstrukcijo tobogana ter namestili nove garderobne omarice. Cene vstopnic v primerjavi z lanskim letom ostajajo nespremenjene. Istočasno z otvoritvijo sezone na celjskem bazenu bodo odprli tudi poletno sezono v Wake Parku na Šmartinskem jezeru. Ta teden so v inkubatorju Savinjske regije zaključili 6 tednov trajajoč projekt Zero to Founder, na katerem so podjetniki ali tisti, ki bodo to šele postali, komisiji predstavili svoje poslovne ideje. Najboljše 3 so finančno nagradili. 22 kandidatov je predstavilo svoje izdelke oziroma storitve, pri katerih je kriterij za sodelovanje bil le inovativnost ideje. Tovrstnega pospeševalnega projekta, kot je ta, v Celju še ni bilo. V 6 tednih priprav so kandidati imeli na voljo več delavnic in mentorje, ki so jim pomagali izboljšati njihovo idejo. Potreba je predvsem izhajala iz posameznikov, iz inovatorjev in tudi od podjetij, ki so si v bistvu želela malo bolj poglobljene podpore, bolj nakopičene, časovno nakopičene in poglobljene podpore pri razvoju svojih produktov, poslovnih modelov. In na ta način smo se odločili in tudi skupaj z člani inkubatorja Savinjske regije dejansko naredili zasnovo pospeševalniškega programa, ki je prvi takšen v Celju, kjer je možnost, da se v okviru tega programa pridobijo tudi sredstva za razvoj poslovne ideje. Na projektu so kandidati predstavili zelo različne podjetniške ideje. Od uporabe umetne inteligence do razvoja nekega fizičnega produkta za podvodni ribolov, do priprave, do aviacije, skratka, področja so zelo, zelo različna, zaradi tega je tudi vloga inkubatorja Savinjske regije, da se v čim večji meri povezuje z različnimi deležniki, predvsem s tem namenom, da lahko ponudi čim boljšo mentorsko in tudi strokovno podporo tem, ki prihajajo s takšnimi inovativnimi idejami k nam. Projekt se je začel pred mesecem in pol, ko so sodelujoči začeli razvijati svoje ideje. Program je trajal 6 tednov, bile so zelo intenzivne delavnice z več različnih tem, razvoj produkta, marketing, financiranje, tako da so res dobili en vpogled, kako naprej z njihovo podjetniško idejo. Komisija, ki je odločala o končni razvrstitvi, je imela 3 člane. Ocenjevalo se je v tem programu, se pravi sama predstavitev ideje, to bo danes se pokazalo, potem pa tudi, koliko je ta ideja izvedljiva na trgu in pa koliko je smiselna. So pa prva nagrada 3000 evrov, druga nagrada 1200 in pa tretja 800 evrov bruto. S to nagrado pa seveda želimo, da si udeleženci utrejo na svojo podjetniško pot dalje. Člani komisije so skozi tedne spremljali napredek udeležencev programa. Glavna stvar, ki jo merimo, je definitivno gledamo zadnji pitch, zadnjo predstavitev, ki bo imel, in v tej predstavitvi se bo najbolj videlo, kaj so v tem času naredili, kako so naredili raziskavo trga, kako so prilagodili svoj produkt ali pa svojo storitev in do kakšne faze so samo idejo dejansko pripeljali. Vsak kandidat je imel tudi svojega mentorja, ki mu je pomagal pri dodelavi ideje. Samo mentoriranje je v bistvu kar dolgotrajen proces. V štartu, da rečemo, pogledamo glavna področja, kjer mentoriranec potrebuje pomoč, to marketing, prodaja, finance, razvoj produktov in kakorkoli, in potem pripravimo nek plan. Svojo idejo je predstavila tudi mlada fizioterapevtka Maja Šelih. Jaz sem od letos naprej zasebna fizioterapevtka v Celju in se zadeve lotim malo bolj inovativno, in sicer združujem 3D analizo drže in pa iz moje strani natreniran AI model, ko pomaga čim bolj natančno res narediti neke personalizirane rešitve za posameznika. Naprimer, kateri vzglavnik izbrati, katere čevlje obuti, se pravi take informacije, ko se ponavadi vsi sprašujemo, kaj je tisto, kar je prav, pa ne najdemo pravega odgovora. Tu pa vidimo personalizirano glede na našo držo, kaj je tisto, kar je res prav za nas. Vsi, ki bi se v prihodnje udeležili podobnega projekta, lahko upoštevajo ta nasvet.
Najprej bod sam to, kar si, zaradi tega, ker tudi tako je meni zelo nerodno in verjetno tudi ostalim, ne? Tako da pač sam naj bojo to, kar so, predstavijo svojo idejo. Oni so največ vejo o svoji ideji, noben ne ve toliko dobro, kakor oni, tako da pač to, da se predstavi na nek pristen način, pa je pa mislim to najboljše vodilo. V Braslovčah so ob 130-letnici rojstva borca za severno mejo Srečka Puncerja obnovili nagrobni spomenik. Občina Braslovče je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Zvezo društev Generalmajster ob tej priložnosti pripravila slovesnost na braslovškem pokopališču. Občina Braslovče je v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Zvezo društev Generalmajster pripravila slovesnost ob 130. obletnici rojstva borca za severno mejo Srečka Puncerja. Ta je potekala na pokopališču Braslovče, ko so svečano odkrili Puncerjev obnovljeni nagrobni spomenik. Tako je, to je pomembno obeležje. Ministrstvo za obrambo podpira in financira v bistvu ohranitev in spomin na takšne naše slovenske junake, take, ki so dali življenja za domovino in prav je tako in to bomo počeli tudi v bodoče. Kot je še poudaril sekretar, ministrstvo skupaj z društvi in zvezami aktivno ohranja spomin na dogodke in osebnosti, ki so zaznamovali našo zgodovino. Ja, mi smo si zdaj zadali, da ohranjamo ne samo spomin na generala Majstra, ampak na vse njegove borce. Kajti Majster je deloval v kolektivnem duhu. Majster sam tega ne bi zmogel, kar je naredil, ker je pa imel podporo v vseh teh svojih soborcih, somišljenikih in intelektualcih, kot je bil Srečko Puncer, kot je bil Franjo Malgaj, kot so bili Benedikt Zahlhofer, kot je bil Alfred Lavrič. Vsem tem mi zelo namenjamo veliko pozornost in v letu lani je bilo res Majstrovo leto, smo imeli ogromno prireditev, letos pa ravno to smo dali pobudo na ministrstvo, je 130 let od rojstva in smo prosili, če bi lahko nam pomagali in je ministrstvo imelo posluh in pristopilo v celoti. V celoti je ministrstvo obnovilo, občina Braslovče je nadzorovala, da je to in izbrala izvajalca, da se je to naredilo. Mi pa seveda smo zelo, zelo ponosni na to, da so upoštevali našo željo. Od 1930. leta ni bil obnovljen spomenik, torej pomeni kar lepa zgodovina in je potrebno na te borce, na te, ki so dali svoje življenje, da je danes Slovenija takšna, kot je, ne smemo pozabiti nikoli. To zgodovinsko obdobje je tisto prvobitno, nastala prva slovenska vojska, prvega generala smo imeli, to so prvi borci, ki so ohranjali slovenski jezik, se poveljevalo vse v slovenščini in to je treba ohranjati in ohraniti spomin. Na slovesnosti je bil prisoten tudi Puncerjev pranečak Stojan Rozman. Rozman in družina Puncer sta bila ne samo poslovno povezana, tudi pol se je stkalo torej sorodstvene vezi, poroke in potom tega smo oba dva z Stančekom v nekem daljnem sorodstvu in smo vedno skrbela za tudi dobro ime in v spomin na Srečka Puncerja. Srečko Puncer je umrl 29. aprila 1919 v Vovbrah na Koroškem. 12. septembra istega leta so njegove posmrtne ostanke prepeljali v Braslovče, kjer so ga pokopali z vojaškimi častmi, Generalmajster pa mu je spregovoril v slovo. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 21 let je začela z nastopi na svetovnem prvenstvu na Poljskem. V prvi tekmi skupinskega dela je Slovenija s 33-33 remizirala z Norveško. Kar polovico slovenske reprezentance predstavljajo rokometaši Celja Pivovarne Laško, v strokovnem štabu Slovenije pa sta predstavnika celjskega kluba trenerjev vratarjev Aleš Anžič in selektor Klemen Luzar. Zdaj, glede na pretekle rezultate, je bil že velik uspeh, da se nam uspe prebiti iz skupine. Imamo dve evropski reprezentanci, se pravi Norveško in pa Poljsko. Zdaj, z Norvežani se sicer nismo pomerili na evropskem prvenstvu, ampak so osvojili višje mesto od nas. S Poljaki smo izgubili. Urugvaja pa ne poznamo. Ta sreča, da bomo igrali z njimi tretjo tekmo. Se pravi, da bomo dobili tudi dosti informacij o njih.
Zato pravim, glede na položaj oziroma na rang, ki ga imamo, bi bil velik uspeh, da se nam uspe prebiti iz skupine. Potem je pa ponovno spet odvisno od samega razpleta ostalih tekmovanja, tekmovalnega sistema. Tako da bi bil to recimo lep uspeh. Nimamo na voljo vseh, recimo prvič zato, ker je čas mature tudi, se pravi, da nekateri igralci čisto iz objektivnih razlogov ne morejo biti zraven. Tako da vsi tisti igralci recimo niso, so pa zato drugi dobili priložnost in verjamem, da jo bojo izkoristili v pozitivni smeri. Po noči se bo oblačnost povečala, v notranjosti je še možna kakšna ploha. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj. Jutri bo na Primorskem precej jasno, šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo čez dan postopno jasnilo. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. Soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno poletno vreme, jutri boste razmeroma sveži. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem v oddaji Dogodki dneva. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.